Pozdravljeni! Na vrsto je že prišel prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Japonske. Tudi tokratni prispevek pred kvalifikacijami je razdeljen na običajna dva dela. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti, ki so jih ekipe pripravile za veliko nagrado Japonske. V drugem delu si bomo pa malce ogledali rezultate prvega in drugega prostega treninga, ampak vse je povezano s tistim, kar lahko pričakujemo na prihajajočih kvalifikacijah. Od tod tudi naslov. A najprej si bomo ogledali, kaj so ekipe pripravile za prihajajočo dirko. Začnimo pri McLarenu, kjer smo na prejšnji dirki videli kar obsežen paket posodobitev, ampak na razpolago ga je imel le Lando Norris. Tokrat na Japonskem je nove dele dobil tudi bolid Daniela Ricciarda. Ko bomo lahko imeli oba McLarena MCL 36 v popolnoma enaki konfiguraciji. In videli bomo, ali se bo razdalja med obema voznikoma zmanjšala, predvsem na kvalifikacijah. A prve opazne spremembe smo lahko videli pri ekipi Williams, kjer so tudi poročali o novem pokrovu pogonskega sklopa. Ta je bistveno ožji, bolj objema pogonski sklop Mercedes in videli bomo, ali ta izboljšava po svoje tudi vpliva na samo hlajenje določenih elementov. Seveda, sedaj smo proti koncu sezone in ta izboljšava je lahko tudi prišla na bolide v luči tistega, kar pripravljajo za naslednjo sezono. Čisto nekaj drugega je sprememba, ki smo jo videli na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju pri ekipi Alfa Romeo F1 Team. Tu vidimo po poročilu, da so spremenili praktično obliko prednjih profilov, tako glavnega kot možnih, in predvsem, če smo natančni, njihovo vpetje na nosni konus, ker lahko vidimo ojačitve, ki so jasno razvidne, predvsem zaradi tega, ker imajo ekipe še sedaj v tem trenutku kar nekaj težav z doseganjem minimalne predpisane mase. Kar se tiče pravih tehničnih izboljšav, je zanimiva rešitev, ki smo jo videli pri ekipi Aston Martin. Kolikor smo pozorni na tisti del ravnega dna, ki je viden nam navdušencem, bomo takoj opazili neko podobnost. Martinu so se začeli zgledovati po skuderiji Ferrari. Namreč ta del v srednjem delu bolida, tako imenovani pločnik, dobesedno posnema onega, ki smo ga videli že pri seveda bolidu F1 pomišljajte in 70. Čisto nekaj drugega od rešitve, ki smo jo lahko videli na prejšnjem dirki veliki nagradi Singapurja, in rad bi poudaril, da med obema dirkama je minilo le 7 dni. In tako lahko vidimo, kakšen vpliv imajo ekipe ena na drugo. A če smo govorili o skuderiji Ferrari, je prav, da pogledamo tudi spremembe na njihovem bolidu. Seveda, mnogi navdušenci so pričakovali novo dno in po poročilu izboljšave so prav na tistem delu, ampak ne gre za celotno dno, temveč za malenkosti tam pred parom zadnjih koles. Če pogledamo malce fotografije, bomo lahko takoj opazili neko razliko. Petje napenjalca se je prestavilo bistveno bolj k samem sredinski črti bolida. Torej vidimo, da je napenjalec krajši, kar pomeni, da v bistvu so pri Ferrariju verjetno spremenili smer polaganja ogljikovih vlaken in tako naredili tisti zunanji del malce bolj tog. Kar se tiče
oblike ni razvidno kaj bistveno drugačnega od onega, kar smo videli na veliki nagradi Singapurja, ampak poudarjam, spremembe na dnu so nam, navdušencem, mnogokrat nevidne, kajti ekipe prav te dele dobesedno skrivajo in mi nimamo pogleda od spodaj. Kar se tiče iz tistega zgornjega kota, je pa tu sidrišče napenjalca v bistvu edina razlika, ki jo lahko tako s prostim očesom zapazimo. Kar se tiče teh sprememb, ki so jih ekipe pripravile za prihajajočo dirko, in seveda to vse. Poglejmo si, kaj nam je pokazal prvi, predvsem drugi prosti trening. Najprej moram seveda poudariti, da je bila, vsaj kar se tiče petka, vremenska napoved točna. Razmočena proga na prvem in tudi na drugem prostem treningu. A vseeno smo lahko videli kar nekaj zanimivih točk. Najprej tisto, o čemer smo že govorili v zadnjem komentarju novic. Zopet so se pojavili napisi Honda, tako na bolidih Red Bulla in Alfa Taurija, kot je seveda bolj pričakovano tudi ob sami progi, ampak z eno spremembo. Na pogonskem sklopu piše samo Honda in ne tako kot v preteklosti Powered by Honda. Kar je sprememba, namreč pri Red Bullu so pogonski sklopi, ki jih izdeluje Honda, uradno niso Honda in sedaj imajo še napis Honda. Verjamem, da marsikaterega navdušenca je to zmedlo in priznam, mene tudi. A pojdimo k neki izjemno boleči točki. Marsikdaj se bo komu izmed vas zdelo, da imam nekaj proti Miku Schumacherju. Ampak to, kar smo videli po končanemu prvemu prostemu treningu, dobesedno ne sodi nikamor. Mik je s pneumatikami za mokro progo izgubil nadzor in se tako zaletel, da njegova šasija je praktično za odpis. Zato je tudi izpustil drugi prosti trening. In to je bilo letos, če me spomin ne vara, že tretjič, ko je pravzaprav uničil šasijo, kar nam pove, da njegova kariera v prihodnosti je v bistvu po tem prvem prostem treningu še bistveno bolj ogrožena. In tu ne gre za neko osebno zamero, samo navajam dejstva, ki so vidna vsem nam. Toliko je govora o Latifiju, da pravzaprav spregledamo voznika, ki ima znameniti priimek, ampak na progi počenja zadeve, ki niso toliko različne. A na prvem prostem treningu smo videli tudi najboljši rezultat Fernanda Alonsa. A zavedati se moramo, da gre za prvi prosti trening in da so bile razmere na sami asfaltni površini seveda čisto drugačne od onih, ki jih ponavadi vidimo na teh dejavnostih na progi. Torej čas Alonsa minute 24 sekund in 248 tisočink moramo jemati za rezervo. Drugi prosti trening je običajno bistveno bolj pomemben in tokrat smo ga videli podaljšanega na 90 minut. Najprej so mislili v zadnjih 30 minutah testirati nove pneumatike, ampak ker je bila asfaltna površina razmočena, so to željo opustili. Le zakaj so izbrali Japonsko, kjer je praktično v tem letnem času velika verjetnost, da se bo zgodilo kaj takega, v bistvu ne vem, ampak pustimo sedaj to pri strani. Videli smo seveda enkraten rezultat zopet na lestvici z varniško ekipo Mercedes, kjer sta bila oba bolida na prvih dveh mestih in na to oba Red Bulla. In tu velja poudariti, da pri Red Bullu, prav tu na Japonskem, si v bistvu ne želijo kakšnih trkov ali slabega vtisa tudi na prostih treningih, kajti vrnitev Honde pomeni, da je to še njihova tretja domača dirka.
A pustimo sedaj to pri kraju. Videli smo na drugem prostem treningu Ferrari malce bolj v ozadju, kot bi lahko pričakovali, kot smo jih videli na prvem prostem treningu. Ampak tudi tu velja, da njihov program je bil lahko drugačen. Treba je poudariti, da pri Mercedesu so opravili izjemno visoko število krogov. In to lahko pomeni, da na prihajajočem tretjem prostem treningu in kvalifikacijah bomo videli lahko tudi kakšno presenečenje. Seveda med presenečenja ne štejem Kevina Magnusa s Haasom, ker so več ali manj iskali čas. In enako bi lahko dejali za Williams, ker je bil že prej omenjeni Nicolas Latifi pred Aleksandrom Albonom. In seveda, ukolikor bi bili ti časi mirodajni, bi se lahko začeli spraševati, kako to. A verjamem, da vsi vi se dobro zavedate dejstva, da drugi prosti trening je prvič prosti trening in drugič z razmočenim asfaltom, rezultate moramo jemati z določeno mero rezerve. A sam sem bil rahlo negativno presenečen, kako zadaj se je znašel McLaren, in to z obema bolidoma. Kot da bi imeli določene težave oziroma kot da ne bi bili dovolj hitri. Namreč v razmerah, kjer je asfalt razmočen, se moramo zavedati, da na primer je izjemno pomembno imeti uravnoteženo nastavitev bolida. In tu bi lahko povlekli neko posplošitev. Kolikor ima bolid težave, bodo te v takšnih razmerah, kot smo jim sledili na prvem in drugem prostem treningu, še nekako potencirane. Zaradi tega bi lahko dejali, da pri Mercedesu so verjetno ugotovili, kje je srž problema in ga tudi odpravili. V katerih drugih ekipah, kot na primer pri McLarenu, tega ni bilo. Ampak na suhi progi, kot jo lahko pričakujemo na prihajajočih kvalifikacijah, bo mnogo tega odpravljeno. Sedaj malce težko je napovedati tisto razmerje moči za same kvalifikacije, ampak tu sem zato. Sam še zmeraj vidim v ospredju Red Bull, malce bolj oddaljen z njimi Ferrari. Nato Mercedes, ki je napravil korak naprej, ampak ni se še nekako približal tistemu vodilnemu mestu. Presenečenje v ozadju Alpine, kjer so bili dobri konkurenčni tudi na drugem prostem treningu, in na to vsi ostali, kjer lahko vidimo, seveda kar se tiče prostih treningov, v prednosti Alfa Romeo F1 Team pred Alfa Taurijem, McLarenom in Aston Martinom. Pri Haasu je karkoli seveda pretirano reči, ampak že to, da Mick Schumacher v bistvu ni vozil drugega prostega treninga, je velik pokazatelj, koliko podatkov so izbrali. Williams zopet uganka, sam jih ne vidim tako visoko, kot kažejo rezultati drugega prostega treninga, ampak lahko tudi oni presenetijo. A seveda, to so le moja predvidevanja, temeljijo bolj na ugibanju kot na nekih realnih podatkih. Za prispevek pred samimi kvalifikacijami, kot ste dobro razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.